Japonskem, tudi ta Tamagotchi je japonska iznajdba. In je bilo takrat, ko je na primer ta virtualni kužek umrl, to je bila cela panika. Mislim, to so bile kar velike diskusije glede tega, je sploh primerno, da imajo to otroci, ne. Ja, potem v 90-ih je pa podjetje Sony začelo izdelovati robotske pse, ki so jih Japonci čist posvojili, kako bi rekla, ne, so jih skoraj kot njihov pravi ljubljen. Za njih je bilo to živo, ne. Za njih ni bil samo neka robotska igrača, ampak družinski član, ne. To moramo tudi malo gledati, Japonci imajo drugačno kulturo, oni so pač intuisti, budisti, oni verjamejo, da ima vsaka stvar življenje. Potem tudi njihova pop kultura, otroci tam rastejo z mango, stripi in tam so roboti, ki so vedno prijatelji človeštva, heroji, ne. In tako so tudi potem posledično vsega tega te robotske pse sprejeli kot hišne ljubljenčke. Potem je prišlo pa do skoraj škandala, ko je Sony ustavil prodajo, proizvodnjo teh robotov in je bila cela panika na Japonskem, ne, kaj je zdaj, ne. Potem so ustanovili postavili tempelj, kamor so lahko te kužke, ki niso več delovali, ne, dali in so imeli potem obrede kot neka pokopališča, ne, tako skrajno resno, no, to jemljejo. Ampak ko gremo tja, moramo pozabiti naš vzhodnjaški pogled na to, ne.